vsak dan si postavite vprašanje, kako lahko se dam danes v pretok, da mi je dano to, kar mi danes mora biti dano, ker vsak dan ti toliko daje. Ti pa spregledaš, ker toliko delaš. Karkoli pač delaš. Tudi če si doma in ne hodiš v službo, vsi delate, cele dneve delate. Tukaj smo danes za vas in z vami vsi mi vaši osebni angeli, vsi osebni duhovni vodniki, svečeniki in celotno duhovno vodstvo vseh duš tukaj in vaša celotna zavest. Vsak izmed vas ima neko svojo predstavo, kako mora njegovo življenje iti. In kar vas povabimo, je, da narišete to predstavo. Da vzameš list in narišeš ali napišeš to tvojo predstavo. Za vsaj 10 let. Kaj mora biti v tvojem svetu, kaj moraš doživeti, tralalala. Za vsaj 10 let naredi svojo časovnico, kako si ti predstavljaš, da bi tvoje življenje moralo biti. In potem, ko to narediš, si oglej to tvojo predstavo. In pogledaj, to bi moral, In se samo opazuj, kako se počutiš ob tej tvoji predstavi. Ali te ta predstava stiska, omejuje ali te osvobaja. In morda bodo gor na tej tvoji časovnici stvari, ki te bodo stiskale in stvari, ki te bodo osvobajale. In tisto, kar te osvobaja, pusti. Tisto, kar te pa stiska, pa zares bodi iskren s seboj, pa samo prečrtaj. Mogoče nisi to umestil na pravi časovno obdobje, mogoče sploh ne potrebuješ tega, ni važno. Samo začuti, to me stiska. Samo prečrtaj, v redu je, še vedno je lahko tam, samo prečrtaj. In pusti obkroženo tisto, kar pa čutiš, da je prijetno v trebuhu, ko gledaš to. In potem pusti ta plakatek nekaj časa in samo opazuj ga. Mogoče boš kakšno stvar še prečrtal, naj raste s teboj. Dodaš še kakšno stvar, vzameš kakšno stvar. In po nekaj dneh še zadnjič pogledaš ta plakatek in si rečeš, v redu, to je bila zdaj moja predstava. Zdaj pa povabim svojo zavest, da pride. In rečeš, draga zavest, pridi zdaj sem, pa daj na ta plakat stvari, ki jih ti hočeš. Kaj je tukaj zame za doživeti? Kaj sem prišel doživeti? In samo odpri se, da pridejo in bodo prišle, ko boš rekel zavest, prinesi mi informacije, kaj je tukaj zame, da doživim v svojih besedah. Ko boš to rekel, bo ta energija, ki si jo danes aktiviral, ta zavest, ki se je vate usedla, začela zate pisati in bo na tvojo časovnico začela dajati stvari. In boš začel čutiti, da postaješ velik, ker bodo gor napisane samo tiste stvari, ki bodo res vibrirale s teboj. In mogoče ne bo gor otroka, čeprav si celo življenje mislil, da moraš imeti otroka. Ker bo tvoja zavest ti povedala, da to nisi prišel doživljati v to življenje. In mogoče bo gor knjiga, pa nisi nikoli mislil, da boš ti napisal knjigo. Ampak hej, in samo dovoliš, da se prepiše oziroma dopolni ta tvoja časovnica. In zdaj mi vemo, da 2/3
ljudi v tem prostoru tega ne bo naredilo. In v redu je, si len in sprejmi to, da si len. Ampak tista tretjina, ki bo to naredila, naj se zaveda, da ko boš iz zavesti skreiral to časovnico, ne potrebuješ napisati let gor, samo da narediš 10-letno obdobje. Boš prav čutil, da so gor stvari, ki so večje od tebe in ne potrebuješ vedeti, kako jih boš dosegal. Potrebuješ jih pa imeti v svojem polju zavedanja, da je to vse tukaj zate, da doživiš. In nobeno od teh stvari, ki so napisane na tvoji časovnici, ne potrebuješ si zadati kot cilj. Zdaj bom to dosegal. Ni potrebe. Ti samo živi svoj naslednji dan, skrbi za svoj pretok, skrbi zase in ko bo pravi moment v tvojem življenju, se ti bo to polje odprlo in se ti bo ta situacija začela dogajati. Ker ne določi tvoj kdaj se bo rodil tvoj otrok. Ne določi tvoj kdaj se bo napisala tvoja knjiga. Ne določi tvoj kdaj se boš preselil. Ko polno uživaš in užijaš ta trenutek, kjer si, s komer si, ko je pravi moment zate, se odpre to polje in se to skrira zate. Zato je največji nesmisel vašega sveta ta, da ti izbereš, kdaj boš imel nekaj. Če to ne izbereš iz zavesti, iz pretoka, je brez veze, da si izbral, ker si se samo omejil. In torej ta časovnica je močna stvar. Zato, ker ti bo dala priložnost, da začneš sebe dojemati kot zavest, ki je prišla doživljati veličino skozi različne odnose in dejanja. In potem samo daj to nekam. Lahko daš nad posteljo ali pa nekam v pisarno, ni važno, daj si nekam in se ne ukvarjaj s to časovnico, samo imej jo tam, da ti drži prostor. In ko bo pravi trenutek, da se posamezno področje te časovnice zrealizira, bo začelo okoli tebe se spreminjati vse zato, da boš lahko tisto kreacijo doživel. In torej, zaključno sporočilo, ki ga imamo za vas in zate, je: ne kreiraš ti. Tvoja vibracija kreira, tvoja zavest kreira skozi tebe in zate. Kar ne pomeni, da si ti izključen iz te enačbe. Sodeluješ, doživljaš. In tvoja naloga se ni spraševati, kako bom to dosegal. Tvoja naloga je spraševati se, kako se dam lahko še v večji pretok, da mi je dano, kar mi mora biti dano. In skrbiš za to, da si v pretoku in da ti je dano, kar ti mora biti dano. In samo vsak dan si postavi to vprašanje, kako lahko se dam danes v pretok, da mi je dano to, kar mi danes mora biti dano, ker vsak dan ti toliko daje. Ti pa spregledaš, ker toliko delaš. Karkoli pač delaš. Tudi če si doma in ne hodiš v službo, vsi delate, cele dneve delate. Naj bo tvoj fokus v naslednjem mesecu, kako lahko poskrbim zase, kako se lahko dam v pretok, da mi bo dano, kar mi mora biti dano. In samo to počni. Tvoje delo si ti. To je tvoje, v narekovajih, delo. To naj bo tvoja skrb, bomo tako rekli. In iz največje skrbi zase se bo ustvaril največji pretok, da boš rojeval stvari zunaj sebe, ki si jih prišel doživljati. In za zaključek te povabimo, da samo nežno zapreš oči. In se zaveš,
Si točno tam, kjer moraš biti, točno takšen, kot potrebuješ biti, točno doživljaš to, kar si zdaj prišel sem doživljati, nisi v nikakršni časovni stiski, ničesar nisi spregledal, nič ni šlo mimo tebe. Tvoja edina skrb naj bo tvoj pretok, tvoj užitek, tvoja dobrobit, tvoja povezanost s seboj. Kakorkoli želiš to imenovati, tvoj pretok. In iz tega pretoka ti bo vedno dano vse v točno takšni obliki, skozi točno takšne ljudi in takšne odnose v pravem času. Ker tukaj si, da bogato doživljaš sebe. In zato pojdi domov danes samo z enim vprašanjem. Kako lahko danes poskrbim zase? Kaj je izraz moje največje ljubezni do sebe? Kaj je moj top da? In samo to si daj. Ostalo pusti pri miru. In ko boš pripravljen, lahko nežno na svoj način počasi odpreš svoje oči, prebudiš svoje telo. Z ljubeznijo smo tukaj zate, vsi mi, duhovni vodniki, angeli in svečeniki, ki smo danes držali prostor za ta čudoviti preboj in prebuditev. Hvala.